Živijo. Sem Matej Cepin in poslušate 42. epizodo podcasta Goreči grm. 42 je seveda še prav posebna številka, saj je Douglas Adams v knjigi Štoparski vodnik po galaksiji označil za odgovor na vprašanje o življenju, vesolju in sploh vsem. No, v tej epizodi gostim Nejca Smoleta, župana občine Medvode, ki zdaj pri 36 letih zaključuje že drugi županski mandat. Ja, prvič je bil izvoljen kot takrat najmlajši župan pri 28 letih. Ko sem Nejca spoznal nekaj več kot leto dni nazaj, je mojo pozornost zbudilo predvsem dejstvo, kako pogosto pri svojem delu omenja pomen skupnosti. Dobri župani se praviloma spoznajo na gradbene projekte, urejanje cest, kanalizacije, izobraževalno vertikalo in podobne zelo uporabne stvari. Nejc pa, kot v epizodi pove tudi sam, na začetku o teh rečeh ni vedel prav veliko. Se je pa prav z namenom, da bi lahko bolje služil skupnosti, skozi čas izobrazil tudi o, kot pravi, zamašenih jaških, različnih granulacijah peska ali plasteh asfalta. Res, ne vem, če sem že kdaj srečal človeka, ki bi tako pristno in z žarom govoril o pomenu skupnosti za naše blagostanje. In z Nejcem se strinjam, mnoge skupnosti nam razpadajo dobesedno pred očmi. Je pa še ena stvar, ki mi je v navdih. Nejc je župan, ki se je skalil skozi delovanje v civilni družbi. Kot kulturnik je prevzemal vedno odgovornejše naloge, pristal v društvenih vodah, pa nato v meddruštvenih, pa v krajevni skupnosti in na koncu na občini. Za seboj ni imel nobenega prav velikega patrona, ampak se je njegov krog delovanja vedno širil in širil, pravi, da v večini primerov zaradi predolgega jezika. Preden začnemo, še vabilo, da na spletni strani socialniteden.si preberete poslanico letošnjega socialnega tedna z naslovom Počimo mehurčke. Zdaj pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živijo, Nejc, dobrodošel v mojem podcastu. Lepo zdrav tebi in vsem, ki naj jo poslušajo in naj jo bodo poslušali. Hvala, da si uspel utrgati čas med množico aktivnosti. Najbrž jih je vedno dovolj, ne? Ni enega obdobja. Ali je poletje recimo malo bolj mirno, ko si župan? Zagotovo je poletje bolj mirno, po drugi strani pa res, da takrat je v teku največ investicij, tako da če želiš, si takrat lahko največ na terenu. Ampak, če sem iskren, vse je stvar prioritet, tudi to, da si človek vzame čas za takole stvar. Daj mi povej eno še pred vprašanje, a je vedno 100 stvari, ki te čaka na mizi, pa je vedno nek pritisk kot župan, v smislu, da je 100 odprtih stvari, mailov in vsega, ali obstaja pot, da se to ne bi zgodilo? Odlično vprašanje, ampak po mojem, da jaz bom ostal pri tistem prvem delu trditve, ne, da je vedno 100 stvari. Zato, ker delo v lokalnih skupnosti pač nekaj živega. Delo z ljudmi, delo v neki skupnosti pač nikoli ne more predvideti vseh situacij in zato je vedno kaj novega, nažalost tudi vedno stvari, ki pač ostajajo na mizi. Moja sodelavka, ki skrbi za urnik in za vse ostalo, naša sekretarka reče, tisti kupček na desni strani mize se sumljivo veča, treba bo vstati pa malo podelati tisto, kar je. Tako da ja, v resnici, no, vedno je veliko stvari, ampak to, kot sem rekel, to je po mojem delu v skupnosti. Če bi imel prazen desen del pisalne mize, bi se ustrašil. Kako imaš to razpored? Desen del so tekoče zadeve, kakšna je pa sicer tvoja miza na fotkah, zgleda kar pospravljena? Sej v resnici je. Ena anekdota je, malo potem, ko sem prišel na občino, moja tajnica, ki je še zdaj, no, čeprav je v pokoju, pa nam hod nazaj pomagati, ampak smo vsi zelo veseli, je kmalu po mojem nastopu funkcije rekla, da se ji zdi, da enkrat bom pa mogel začeti delati, ki je videla, koliko je pospravljena miza. Ampak ne, tega se še vedno skušam držati, no, ker se drugače zgubiš. Torej, tisti kupček na desni strani, ja, vem, da imam tam noter zadeve, ki se jih je treba lotiti. Če bi bil bolj priden, ker nažalost nisem, pa bolj redoljuben, pa manj kampanc in tako naprej, potem bi verjetno ta kupček bil manjši, ampak ja, vsak ima pluse in minuse in to je sigurno moj velik minus.
Kakšen je pa algoritem jemanja stvari iz tega kupčka? A greš od zgoraj ali jih prioritiziraš, ali kako to delaš? V resnici je tako, da približno vem, kaj v tistem kupčku je, in potem, ko kakšna asociacija pride in se spomnim, tam noter je še nekaj od tega, potem začnem brskati in imam v tistem kupčku ustvarjalen nered, ali kako se že temu reče. Tako da jaz točno vem, v katerem delu kupa približno je kakšna zadeva. V resnici nobenega reda v tistem kupu. Najbrž si pa tudi kar odprt župan, saj kar sem delal s teboj oziroma za vašo občino, se mi je tako zdelo, da si z zelo veliko ljudmi na ti, za zelo velikim daješ vtis, da ste si domači. Pa me zanima, a je to posledica županovanja, da se ti to zgodi, ali je to bilo že pred in je to na nek način pogoj, da sploh si župan, ne? Se pravi, kako se ta socialna mreža pri tebi oblikuje, a je bilo večinoma že prej ali jo pol dobiš ful, ko si župan? Wow, dobro vprašanje. Verjetno del že prej. Verjetno je del razloga, da lahko postaneš župan tudi to, da neko socialno mrežo imaš. Vsaj v lokalnih skupnostih, kjer se ljudje odločajo na podlagi tega, a človeka poznajo ali ne. Si predstavljam, da v nekih res top 5 občinah ali pa v neki ljubljanski občini je vse vprašanje poznavanje kandidata ali pa človeka, ki bi lahko bil župan, manj relevantno kot drugje, no, zato ker ga pač ne moreš, verjetnost, da ga boš poznal, je precej manjša. V teh, recimo, srednje velikih lokalnih skupnostih je pa to še. Jaz mogoče že skozi delo prej in ko spoznaš veliko ljudi. Zdaj se mi pa zdi, no, da če stvari delaš z neko strastjo, potem ta mreža kar nastaja, se mi zdi, da se kar zgodi, ne. Seveda, ko govorimo o nekih uradnih zadevah, ko se pogovarjamo na sestankih o čist resnih stvareh, ki imajo finančne konsekvence ali pa kjer je potrebno biti pravno previden, tam neka ta sproščenost za nekaj časa mora stopiti na stran, ne? Ampak sicer pa jaz dostikrat rečem, da sem v resnici zaljubljen v naše kraje in da imam res rad ljudi, ki pri nas živijo, ki so del naše skupnosti. Jaz po 8 letih, ne vem, če bi upal reči za 3, pa jih po mojem tudi 3 ni, ki bi jim kaj zameril ali pa ki bi bil jezen na nje in tako, ker se mi zdi to vse brez veze. Se pa seveda zavedamo, da smo vsak kaliber zase, ne? Da ima vsak svoje pluse in minuse, tako kot jih imam jaz, verjetno še več kot ostali. Tudi kdo drug mogoče ni čistko narejen, kot bi si je želel, ampak to res ni razlog, da ne bi mogli skupaj živeti. Ja, sej, ko govorimo o skupnosti, ravno ta raznolikost se mi zdi, da se vedno bolj poglablja, da tudi pred 5-10 leti mogoče tudi COVID vpliv malo na to družbeno polarizacijo in tudi radikalizacijo. Ljudje vendarle so najbrž zelo drugačni, mnogi te najbrž zelo ne marajo. Ti si zdaj tako lepo, skoraj malo politično uglajeno rekel, ne, da vsak je pač po svoje človek, ampak kako to zares doživljaš? Ali pa ko dobiš nek, ne vem, je hate speech tudi ali ne, ampak ali pa vsaj, ko dobiš neko res negativno, destruktivno kritiko, kaj vse narediš, ker mnogi od nas, ki hočemo iz sebe kaj narediti, se soočamo tudi z ostro negativnimi kritikami, ne? Politiki znate to malo bolj pohendlati. Ja, ali pa smo mogoče samo politično korektni v govoru, se to je res, ne. Ne, jaz sem po naravi... A noter ti pa piskar razgleda. Ja, in raznese in piskar in vse, ampak jaz sem po naravi kolerik, to je dejstvo, to vejo vsi moji sodelavci, kar ne štejem nujno v minus. Jaz zelo hitro povem zadeve, se trudim, da jih povem tako, da ljudi ne užalim. Se pravi, da res ne grem ad personam nikoli, če me pa neka stvar motijo, pa zelo hitro povem. Čutiš, da se je to povečalo? Absolutno. Sigurno. Ta nestrpnost tudi do... Pa eksponentno. V zadnjih 3-4 letih eksponentno. Ne do nekih ranljivih skupin, ampak nasploh drug do drugega, ne? Drug do drugega. Če smo včasih se bolj sprašvali, kakšen je odnos do ali manjšin ali ranljivih skupin ali tako, no, zdaj, meni se zdi sicer zanimiv naš odnos do določenih ranljivih skupin, pa v tem smislu mi sem predvsem starejše, recimo kot ranljive skupine, se je pokazalo, kakšen je nas odnos v zadnjih 3 letih, zelo jasno. Kot skupnosti, ne, jaz sem prepričan, če bi COVID najbolj ogrožal otroke in mlade, bi te starejši niti pomislili, ne, a bojo ostali noter ali ne. Medtem, ko je bila situacija obrnjena, smo imeli 1001 težavo. Tako da ta egoizem se to pač se je zelo jasno pokazal, še bolj kot prej, ne. Ne verjamem več v to, da smo sposobni zelo hitro recovery narediti. Tako. Ja. Oziroma bo prej potrebno se zelo strezniti, mogoče bo celo potrebna kakšna katarza, da bomo lahko potem zgradili še enkrat tisto, kar smo v času, ko smo imeli, se nam je zdelo brezvezno, starokopitno in tako naprej. Ne bom rekel, da večina ali pa da mainstream to ugotavlja, ampak tisti, ki pa zelo veliko delajo z ljudmi, pa sem vsaj tisti, s katerimi jaz govorim, več ali manj vsi opažajo, no, da smo tukaj zapluli v nek res
svet, ki je popolnoma razvrednoten, kjer ni nekih tistih osnov, ki se jih da držati in mogoče tisti starejši to manj opazijo, pri otrocih se mi zdi pa, da se bo to še bolj poznalo. Kam smo zajadrala noro, ampak res me zanima, ko dobiš eno porcijo svinarije na svojem krožniku. Ja, seveda, greva nazaj na to. Kakšen je proces, kakšen je algoritem v tvoji glavi ali v čustvih, da politično uglajeno nazaj odgovoriš? Ja, a moraš potlačati, pa pol žena faše? Ne. Hecam te. Ja, ne, zato sem tako direkt rekel, ker to se res trudim, da ne. Tlačati se ne splača, ne? Slej, ko prej dobiš nazaj. Ne? Kolerik tudi težko, zelo težko nekaj tlačne. Kolerik zelo hiter pove in jaz to zelo hiter povem, zato sem res hvaležen za moje najožje sodelavce, ki so me sprejeli taka, ki sem. Brez njih ni teorije, da bi jaz karkoli sploh lahko delal. Včasih je najbolj pustiti vrata zaprta pisarne ne 5 minut, po 5 minutah pa se začnemo pogovarjati, kako na zadevo odreagira. Čeprav v današnjem času, recimo, če govoriva o teh nekih situacijah, kjer ljudje reagirajo popolnoma nerazumljivo. Jaz ne razumem včasih, kje se to vse kopiči. Jaz dostikrat rečem, da ljudje rabijo občino tudi zato, ker rabijo en ventil, kjer lahko vse slabo vam pride, malo anekdotično recimo. Ja, s tem, da je najbrž občina samo eden od ventilov. Ja, verjetno res, ampak jaz se dostikrat hecam, ko zapade prvi sneg, recimo se te ventili vsi odprejo. Se pravi, ko ni spluženo v prvih 15 minutah, pa če ravno sploh ne gre nobeden od doma, ali pa če ravno bi to pomenili sam, da morajo vzeti lopato v roke, pa 5 metrov odmetati snega, to je že vir frustracije, ne? In to zvonijo telefoni in ko se z ljudmi pogovarjaš, ugotoviš, kakšen telefon dejansko v takih momentih tudi kar prevzamem, ugotoviš, da jih sploh ni sneg zmotil, ne? Ampak da so oni v resnici nezadovoljni s celim svetom. Tako da doskrat si zdaj rečem, evo, pa je to mogoče moj odgovor, malo dolgi trajal, da se trudim ne soditi. Se pravi, da ne sodim več ljudi, če sem 2 mandata nazaj, sem začel na občini, mislil, da vem vse, zdaj vem, da nič ne vem, ne? Oziroma, da pač ne vem, kakšen boj bije vsak izmed nas in zato skušam čim manj soditi. Pa tudi veliko poslušanje najbrž dati, ne, je dober recept. Zagotovo. V smislu, da imaš 2 ušesi pa samo ena usta, ne? Zagotovo, to je ena modrost, nisem pa prepričan, če sem najboljši v tem. Župani po mojem ne slovimo potem kot zelo, zelo dobri poslušalci, ker vsak, ki gre za županom, je tudi malega. No. Vsak, ki gre za župana, ti si šel za župana, pa me zanima, kako se je razvijal ta tvoj klic, če bi temu sploh to rekel. A bi ti rekel temu klic ali ne? Ja bi, zagotovo. Si ga slišal prav, ali si postopoma ga izlegel kot sestavljal, ali kaj je bilo s njim? No, da bi glih rekel, da od 1. razreda naprej sem si želel biti župan, to bi se zlagal. Delo v skupnosti je bilo pa zagotovo nekaj, kar je verjetno tlakovalo pot pol za nadaljne odločitve. Ne? To, da so me v 1. razredu postavili na oder, pa iz odra nikoli nisem šel, to, da potem te jezik tepe. Kakšna je pa bila ta vloga v 1. razredu? V mojem času smo imeli še učiteljce, ki so zelo veliko dali na sodelovanje z lokalno skupnostjo in smo seveda nastopali od 1. razreda naprej na vseh proslavah. To si bil v Smledniku? V Smledniku, ja. Na splošno ugotavljam... Kaj si pel, igral? Aj ne, pel ne, bog nadej, ne, pel res ne. Ker se mojega petja tiče, sem pol na srednji šoli mogel narediti obvezno audicijo v 1. letniku za pevski zbor, pa je profesor Močnik rekel, no, Smole, vi pa kar doma ostanite, ni treba prideti. Takrat sem vedel, da nimam kakšnega strašnega posluha, ampak ne, igral sem pa zmerom rad, no, takrat so bile bolj to recitacije in kaj tazga, potem kasneje kakšne take predstavce fletne. Bolj ko gledam nazaj, bolj ugotavljam, da sem imel tudi eno izredno srečo, da so bili v meni zmerom ljudje, ki so me znali na prav način izvati. Se pravi, da so videli tam nekoga, ki je kaj pametval ali pa kaj takega, pa so potem rekli, no, če pa imaš ideje, pa prid, pa boš delal naprej. Zato doskrat rečem, da me jezik tepe, ne, oziroma da sem vedno prehiter kaj rekel, ampak na drugi strani so bili neki zelo široki ljudje, dejansko učitelji, kot si predstavljaš, da so tisti učitelji z veliko. In kdo recimo, znaš kakšno zgodbo povedati tega, da so te potegnili v neko zgodbo zaradi jezika ali pa pametovanja? Ja, praktično vsaka. Od osnovne šole pa aktiviranje v neki šolski skupnosti, kjer smo bili pametni, pa smo pa potem bilo rečeno, no, če pa imate ideje, pa pridite, pa kaj naredite. To se je potem nadaljevalo v srednji šoli. Jaz sem imel tako zelo zanimivo izkušnjo srednjo šolo, hodil sem na Škofijsko v Šentvit. Seveda, ko smo prišli v srednjo šolo, smo se vsi tisti odličnaki z osnovne šole raztegnili spet od zadostnega ali pa ne zadostnega do odličnega in seveda jaz nisem bil pri tistih odličnih.
učbenikih. In seveda je bil to zame na začetku ogromen šok, res pa, da nisem imel nobenih učnih navad. Jaz sem resno razmišljal, da bi se prepisal, da pač to ni zame, no potem smo pa najdel dijaško skupnost, delo v dijaški skupnosti, ena taka lušna ekipa se je tam osnovala, sošolcev, ki še danes preživljamo veliko prostega časa skupaj, pa gremo skupaj na potovanje in tako v resnici pravih prijateljev. In tisti je bil recimo en tak korak, kjer sem jaz videl, da bi lahko v življenju zelo zabluzil ali pa ubral eno čist drugo pot, pa zato, ker so bili tam ljudje z veliko začetnico, pa res nočem nič idealizirati, pa nič. Ampak vem za profesorje oziroma profesorce, ki jih danes spoštujem veliko bolj, kot sem jih takrat, oziroma, ki jih gledam nazaj, si rečem, wow, vi res imate poslanstvo, ne. Enkrat kasneje so me sprašvali, kako sem to doživljal in sem jim rekel, da res verjamem v to, da učitelji, če delaš na občini, mojim sodelavcem doskrat rečem, mi imamo srečo, da zelo zafrkant ne moramo, ne. Na srečo nismo kirurgi, se pravi, če nekaj narobe naredimo, bomo lahko popravili na občini. Učitelji imajo pa veliko bolj odgovorno poslanstvo. Se pravi, tista mlada drevesa ukrivljajo, preko njihovega zgleda rastejo, pa če to priznajo takrat ali pa ne. Sem res hvaležen, no, ogromen jih je, jih sploh ne upal po priimku izpostavljati, ampak sej vedo tisti, še danes smo na mailih in tako, ko se srečamo, bi jih človek kar objel, pa ne upa, zato ker smo mi zdaj odrasli in oni odrasli, ampak ena taka simpatična zgodba je pa tudi, kako sem postal katehet, ne, in kako sem to počel 18 let do letošnje jeseni. Ravno tako sem pametval našemu župniku, kako se mi zdi, da bi moral verouk potekati drugače in je bil neverjeten, je bil takrat, je rekel, no, ti, ko si tako pameten, boš pa pol septembra začel prvički učiti, ne. Ko sem začel s prvički in potem kmalu čez nekaj let imel vse razrede razen tretjega do... Kako kursi pol posvetil katehetskim dejavnostim? Ja, kar 10 let bi rekel, da sem imel pač vse razrede razen tretjega, to 8 razredov pol, ja. Wow. To sem imel 2 dneva, ponedeljek pa torek, no potem, ko sem šel pa naprej na občino, torej 8 let nazaj sem pa nekako malo spregel, pa sem imel samo še 7, 8, 9 razred do lanskega leta. Wow. Zdaj si pa dobil, če te prav razumem, predšolske. Zdaj sem dobil pa predšolske obveznosti in se rekel, da je zanimivo, no, ko enkrat, recimo, se temu reče poučevanje ali kakorkoli, kako tam čas drugače teče, ne. Počutiš se mladega, to je enkrat ena, nikoli nisem tega verjel, dokler pač sam ne izkusiš, ampak pol, ko pa začnejo 7 razred hoditi otroci tvojih prijateljev, takrat se pa zamisliš, pa rečeš, ojej, mogoče pa reši čas, da neham. Kot župan si bil med najmlajšimi ali celo najmlajši, ne? Takrat, ko sem bil izvoljen, ja, z 28, ja. Si bil najmlajši kot fotor, torej letos, ne? Delač od tega. Si pa kar delač od tega, ja. Starejši, ne? Ampak se mi zdi, da ja, vsaka stvar pač pride takrat, ki je prav in tudi tale naloga moram reči, da sem pa zagotovo najbolj hvaležen na svetu, da jo lahko imam. Je lepa, ne? Čudovita. Kako ime hčerki? Julija in danes ima 5 mesecev in me že uvija okrog prsta, to je jasno. Vendarle bi se rad vrnil še nazaj na to dijaško skupnost. Kakšne projekte ste to delali? Katere kompetence si tam dobil? Kako si ta klic tam oblikoval? Tako kot sem rekel, bilo je vprašanje, ali se prepišem na drugo šolo ali pa začnem z nečim se ukvarjati. Zdaj, da bom blestel po rezultatih v šoli, to je bilo jasno, da ne, oziroma sem bil prelen, da bi. A si v bistvu iskal področje, kjer boš blestel, ali kaj? Da bi blestel, ne, to bi upal reči, da ne. Bolj področje, kjer bi se lahko izražal. Ne. Zdaj, glede na to, da umetniško, kar se petja tiče, smo ugotovili, da kariere ne bo, slikanje tudi ni bilo nekaj, o čemer bi zelo blestel, fizika, kemija, ti naravoslovni predmeti mi še danes niso jasni, tako da je ostalo res zelo ozko področje, ki bi lahko delal. Ne, in... Kako bi pa definiral to področje? Dobro vprašanje, po mojem je to področje dela v skupnosti, no, pa kakor se neumno sliši, ampak dejansko to je nekaj, v čemer res uživam. No. In takrat smo začeli s takimi projekti, od tega, da smo postavili na neke nove temelje, takrat dijaško skupnost, 2 leti smo delali, naredili, mislim, da je bil dramski festival, tukaj je bilo rekel, zato ker pač nam je bilo to blizu, potem pa zelo spodbujali eno kritično razmišljanje pri dijakih. Spomnim se dobrega prijatelja Petra, ki je organiziral škofijsko strelo, jaz mislim, da je to še zmeraj obstaja, če prav vem. Takrat, kar je bilo nam zanimivo, ne, mi smo seveda takrat probavali meje. To je bila škofijska gimnazija, mi smo pa vabili ortoleve tudi, da so prišli na razne okrogle mize. Prvo nam je bil zelo zanimiv odziv, ker so nas ravnatelj, tedajni profesor Mlakar in tako zelo spodbujali k temu.
In tam so se odpirale res ene kvalitetne razprave. Jaz sem včasih celo verjel, da ne vem, če je obstajalo kakšno soočenje, pred volitvami smo tudi soočenje naredili in tako, če je obstajalo kakšno soočenje, kjer so lahko levi in desni tako korektno, tako kulturno razpravljali vsebinsko. Lahko, da je bila pač to sam naš pogled, ne pa da so obstajali neki, čeprav danes, ko gledam, se mi zdi, da ni zelo veliko takih okolij, kjer bi tako lahko razpravljali. To so bile recimo na take točke, kjer smo zelo delali, tudi na povezovanju, tudi na takem čist dijaškem žuru, na tem, da smo si dol nadgradili prostore za dijake in tako naprej, da velikega ukvarjanja s tem, kako se imeti lušten in kako odraščati v tistih letih. In če potem porineva naprej to tvoj klic za delo v skupnosti oziroma področje, tvoje močno področje, kako se je pa to kazalo, razvijalo naprej? Predvsem v delu v lokalni skupnosti. Potem kasneje sem začel na 2 tirnicah delati. Ne. Eno je bilo tisto, da preživiš, ne, oziroma za denar. Za denar, tako ja, jaz bi rekel, da kar se faksa tiče, še do danes nisem pretirano uspešen, še zdaj vsakeč, ko med vodah kaj kopljajo, pravijo, da županovo diplomo išejo. Ti ni uspel. Sem v procesu zaključevanja že zadnjih 8 let izpite, imam po mojem že 10 let vse narejene, zaključenega pisnega izdelka pa kar ne spravim iz rok. Pa nisi tudi režiser, si pisal tudi kakšne igre najbrž, ne? Adaptiral jih, ja. Ne, sej res zanimivo, ja. Mogoče moraš še diplomo adaptirati. Ja, sej pri diplomskem delu nisem prepričan, če ni res, ni nekega strašnega intelektualnega napora tam noter, se več ali manj se skoraj zahteva, da se citira in tako. In ker pač na tem delu, recimo na študiju prava, mi ni bil toliko nek strašen izziv, se je to delo v skupnosti nadaljevalo. No. V društvih, po srcu sicer kulturnik, ampak drugače v turističnih društvih, pa lokalni turistični vodič, si ves čas vpet v kraju dogajanje, potem tudi v domačo krajevno skupnost, pa potem, ko enkrat začneš na nivoju krajevne skupnosti delati, začneš prej slej razmišljati tudi o tem, da bi šel v občinski svet, pa si potem v občinskem svetu, pa imaš tam kakšen odbor, pa to čez in potem nekako pridemo do leta 2014. Kako ti je pa kliknilo, jaz bi pa lahko tole probal za župana? Kako se spomniš tistega trenutka, ko ti je kliknilo? Spomnim se tako, da sem takrat delal že nekaj let v Leku. To je bila meni noro lepa izkušnja. Tudi spet ena stvar, ker sem hvaležen vsem, ki so me tam spremljali, od tega, da sem prišel za en mesec pomagati leta 2009, pa pač nikoli nisem od tam tako šel, tudi ogromen enih prijateljstev, ogromen vzornikov bi lahko tudi rekel, ali pa ljudi, ki jih še danes občudujem, kako so znali določene zadeve zapeljati, bi si sam želel, da bi kdaj imel ta znanja. No, ampak dejstvo je pa bilo, ne, da se je bilo treba po 28 pa počasi odločiti, da te dvotirnosti, v kateri sem prej govoril, ves čas ne moreš peljati, ne. Oziroma nekaj začne šepati. Jaz srcem sem bil vedno pri delu v kraju in spomnim se enega zelo odkritega pogovora v službi takrat oziroma v Leku, kjer sem povedal, da pač bi se res rad stehtal. Pol leta, ali pa dobrega pol leta kasneje so bile volitve in ves čas sem imel ta občutek, če zdaj ne bom poskusil, potem si bom celo življenje učitelj. Če zdaj poskusim, pa ljudje rečejo, da neke moje vizije ne delijo, nič hudega. Jaz ne bom šel v Savo zaradi tega, ampak bom čist lepo naprej živel, pa nikoli si ne bom nič učitelj. No, in to je bila, in spet na drugi strani sem imel tako razumevanje, da so razumeli, da bi to rad poskusil, saj so me tudi poznali, saj so videli, da sem z glavo mogoče včasih tudi kje drugje. In potem je spet ena skupina krasnih prijateljev, ki je rekla, pa dajmo probati. To je bilo v resnici. Oni so dali sebe not tudi. Ful. Meni je ena stvar jasna, nobena stvar ti ne uspe zaradi tebe. Če ti uspe zato, ker zaradi ekipe, ne? Ekipa, skupina, ki v to verjame in ta skupina mora biti ravno prav nora. Tako pozitivno nora, pa kjerkoli projekt se lotaš in potem se res naredijo čudežine. In ta ekipa je obstajala že odprej ali se je formirala okrog? Neko jedro že moglo obstajati? Ja, to so kulturniki. Ja, to smo bili igravci. Mi sami sebi rečemo kulturniki, ljubiteljski igravci. Pa so vam rekli, kdaj, da je Metelkova prevzela občino? Sploh ne, zato ker, mi smo bolj taki vaška liga, tako da smo precej bolj predvidljivi. Ampak takrat, ko jaz še malo rovaram v to, ker je vendarle to naslov tega podcasta in pa mi kdaj kdo reče, sej bil v redu gost, ne, ampak o gorečih grmih pa ni kaj dosti povedal. Ja. Ti, ki si imel misel, jaz bi se rad stehtal, je ta misel že bila v tebi. Ja. Enkrat pred tem ti je pa najbrž mogel klikant, ne, pa sploh dobiti si mogel to samozavest. Tole bi pa jaz probal, ne, sploh da si upaš probat. Težko bi rekel, da je bil to
enkraten klik. Jaz mislim, da se ti to dogaja skozi čas. Tako kot sem prej rekel, če delaš v skupnosti, potem vidiš pluse in minuse. In če želiš ene stvari izboljšati, potem vidiš, da moraš prevzeti odgovornost. Enostavno si šel na večji krogac, ne? Točno tako. Ker vmes si bil tudi predsednik neke kulturne zveze kulturnih društev, ne? To je že malo večji krogac. Ne? Tako, predsednik krajevne skupnosti, pa hkrati predsednik občinske kulturne zveze, ki je združevala takrat 10 društev kulturnih v naši občini. To so že kar veliki krogci, pa najbrž si bil že takrat tudi v občinskem svetu, pa ali kaj? 2014 sem bil potem tudi v občinskem svetu, ja. Tako da ja, so večji krogci. Koliko si bil tisti, ko si bil predsednik krajevne skupnosti? 28 minus 4, 24. Ker to so ponavadi neki taki brkoti par 60-ih, ki so ta glavni džombe, ti pa 24-leten mulc. Ko si poslušalci spomnimo, kaj smo mi počeli pri 24-ih. Glih to mi ni jasno. Sigurno. Ta tvoja pot do 24, da rataš predsednik krajevne skupnosti. Kakšna mladost je to bila? A ti si skozi se angažiral? Ja, samo ali to. Kaj? Ja, samo to. Mnogi mladi, ko pridejo v študentska leta, pa pol naprej, kaj do 30, pa tudi do 35, se jim kar malo razvoj ustal. Ne prevzemajo nekih odgovornosti. Ne? Ti si bi pa glih po obratni poti. Ne? Mogoče sem zdaj ravno kar odkril eno svetlo točko, ki jo moram ustrezno prezentirati mojim domačim. Torej, to je mogoče razlog v tem, da nikoli nisem bil resen študent. Da bi zdaj zelo pridno na faks hodil in tako, jaz sem vedno se ukvarjal z drugimi zadevami. Ne? Ja. In nekega študentskega življenja v resnici nisem nekaj zelo velik izkusil. Pa se zaradi tega čisto ne sekiram, ker je bilo toliko drugih stvari. Ampak ja, jaz mislim, da treba je stvari tudi gledati z manj strahu. Mi v ogromno stvarih vidimo bavbave. Vedno bolj sem prepričan, ali pa skozi bolj z vsako izkušnjo več se učim, da je ogromno je papirnatih zmajev. Ne? Ogromno enih strahov, ki pa v resnici so strahovi samo dokler se jih ne loteš. Ne? Pa pustimo zdaj diplomsko delo, ki je verjetno eden izmed njih, kjer sem zelo slab. Ampak krajevna skupnost, ki si rekel prej. To se prej, sliši zelo oddaljeno, pa ni. Ne? Kje? To pač sam pomeni, da si... V resnici je to nekih 8 ljudi s svojimi karakterji in če 2 od njih naštudiraš, si že notne. Pa v resnici gre za to, da če si ti malo lokalno aktiven, pri tem, kako smo zdaj ratali apatični, ne? Če si malo lokalno aktiven, to ni nobena umetnost. Te usrka sistem. Čist. In tudi ni nič posebenega, da se moraš zdaj tam, da bi se mogel bati. Jaz mislim, da če greš v ene zadeve z pozitivno naravnanostjo, pa z enimi iskrenimi nameni, potem te nima biti česa strah, ker na vsaki točki lahko tudi priznaš, tega ne vem. Kako ne bi pa videl, če sem ta prvič zdaj tukaj, ne? Povejte mi, pa bomo gledali, da pol naslednjič bomo že tako peljali, ker mislite, da je prav, če so to neki poročila ali kaj bi človeka lahko bilo strah. Ne? Vse ostalo, kar je pa delal v skupnosti... Kaj bojo pa ljudje rekli, to je ponovadi strah, ne? Mislim, jaz tukaj nekega strahu nimam, kaj bojo pa ljudje rekli, naj se aktivirajo, pa naj začnejo delati, pa jo pa lahko sodili. Ne? Do takrat pa za neke kavč komentatorje se pa meni zdi, da je brez veze se sekirati. Če ti nimaš očitno si imel neko notranjo samozavest, ne? Ja, verjetno ja, no, to bi rekel, kako sem prej, kaj je zdrava stopna samozavesti, kje zdaj prideš v nezdrav del, da ne rečem temu, kako drugače, to po mojem je tudi zelo pomembno, da se znaš v ogledalo gledati in ves čas spraševati, do kje gre, ampak ja, en del samozavesti sigurno mora biti za to, konec koncev tudi izpostaviti se, vsaka ta zadeva je točka javnega nastopanja, ampak tukaj je pa gotovo, če se pogleda nazaj, res spet ena velika zasluga učiteljev, ne. Da te znajo opolnomočiti, pa kakor se to neumno sliši že v osnovni šoli, da ti znajo reči, da imej svoje mnenje. Ko sem jaz zdaj spremljal generacije teh 18 let, sploh zdaj zadnjih 8, sem imel 7, 8, 9 razred, spremljaš generacije, ki so čist frapirane, ki jim rečeš, da v 9. razredu bojo pa pisali sej. Kaj to je sej, zakaj bomo pisali sej in tako. Ja, zato, da boste znali stati za svojim mnenjem, pa ne mi razlagati zdaj tisto, ker mislite, da morate pisati zato, ker ste pač prveruko, ampak stojte za tem, ker je... A ja, prveruko so ti pisali sej? Ja, jaz sem zelo staromoden, ker se tega tiče, je bila tudi ena anekdota, da je prišel en obisk v župnišče iz Škofije in je spraševal našega župnika, kaj je toliko čevljev v predverju. In je rekel, da ima nec veruk, in je rekel, jih je podavil, da je taka tišina, ampak pravi ni res še tista old fashion, se pravi, eden govori. Ampak hkrati smo se imeli pa, vsaj meni se je zdelo, da smo res odpirali tudi s temi mladimi, ki se sprašujejo ena vprašanja, ki so za njih zelo pomembna, pa ne vem, če jih znamo še nagovarjati. 9. razred o tem, kam bojo šli, kaj je njihov cilj oziroma kaj je njihovo poslanstvo. Pač šole to ne bom trdil, ker poznam premalo, da bi lahko karkoli sodil, ampak občutek sem pa imel, da se ne znajo več tega lotevati. Tega predmeta ni.
No, to ne poznam, se pravi, sem zdaj z vrtcom začel ukvarjati, počasne šolo res premalo poznam, da bi upal soditi. Zdaj se karierna orientacija uvaja, počas v šolski sistem, pol pa življenjska orientacija je pa še malo bolj problematična kot karierna orientacija, ker o karieri se sme govoriti v javnem prostoru, o poslanstvu pa o takih stvarih, kot lele govoriva, je pa kar malo težko, ne. Ja, jaz sem vedno skeptičen, kadar slišim, da se uvaja nekaj novega, pa ima tak ime predmeta, da ga že pol ljudi ne razume. Se mi zdi zelo pomembno, da stopimo spet korak nazaj. Tako. Pa da se kdo s temi mladimi zna, pa hoče pogovarjati. To ni treba neke jedrske znanosti iz tega delati. Dosti je samo, da se jih posluša in te otroci danes so res marsikdaj toliko zgubljeni. Toliko enih stvari jih bombardira, ampak oni v resnici, nobeden se z njimi ne usede, pa jih ne posluša. In če se sam tam ustaviš, pa samo to, mogoče bi mogli tudi kot družba na tem res veliko več delati, pa brez nekih strašnih, ne vem kaj vse, ampak sam usesti se pa te mlade poslušati, pa učiti jih, da imajo lahko mnenje, pa da morajo imeti mnenje. Pa se sprašujemo, zakaj toliko pada od udeležbe na volitvah do neke, aktivne participacije in vse. Ja, zakaj? Zato, ker se nobeden mladim ne reče, da je to vrednota, da je to, ne samo vrednota, to je dolžnost vsakega človeka, odkar smo z jam zlezali, je to naša dolžnost, da povemo. In če enkrat, po mojem, tako gledaš pol tisto, kar smo na začetku govorili, da je mogoče politično korektno, da je vsak ima svoje napake, pa se imamo vsi radi, ampak v resnici tako je, ne. Ti, če vidiš, da ima lahko nekdo čisto drugačne poglede, ampak če v tem ni zloben, pa mogoče, če dovolj široko gledaš tudi neko demokracijo in vse, potem nimaš osnove, da bi nekoga sovražil ali pa ne vem kaj proti njemu. Pač upaš, da uspeš nagovoriti večino s tem pogledom, ki ga imaš, če ne, je pa pač pogled očitno večine drugačen. Daj povej, kako se z županskega mesta sploh vidi ta aktivna participacija občanov? A so skozi eni in isti, ki participirajo, pol je pa velika večina nemih? Ali se da samo moraš iti od hiše do hiše, pa si ful časa vzeti, pa je to itak misija nemogoče? Kako izgleda z tvojega vidika ta participacija pa gradnje skupnosti? Zdaj prideva v del pogovora, kjer mogoče ne bom zelo optimističen. Od hiše do hiše je nemogoče, sploh v skupnostih, ki so malo večje, mogoče v teh nekih mikro okoljih še lahko, pri čemer je zdaj spet vprašanje, koliko sploh še od hiše do hiše hodimo, koliko se pa sosedje poznajo, koliko pa sosed ne bo čuden gledal, če prideš kar k njemu, pa mu nekaj težiš za neko zadevo. Drug del, okrog tega, kolikšen je procent ljudi, ki so aktivnih, dostkrat rečem na raznih dogodkih, ki jih imamo, da v Medvodah, mislim, da 17,000 nas je, od tega istih 1000 gledam povsod. Pa to mislim sicer zelo pozitivno do unih 1000. 6%. Ampak, a ni žalostno, da je pač, pol tudi nisem čisto prepričana, je žalostno ali ni žalostno, to pač stanje tako je, ne? Jaz dostkrat rečem še hvala Bogu, da imamo teh tavžent, ker če še teh tavžent ne bilo, potem bi bilo pa vladanje sila enostavno, pa kjerkoli, vprašanje pa, če bi sploh imelo še kakšen smisel. Ne? No in tukaj, tako sem prej rekel, nisem pretirano optimističen, ker se mi zdi, da aktivno delo v skupnosti se neka zainteresiranost pada, ampak res rapidno pada. Razlogov je pa več, no, se mi zdi. Pa tudi, ko sva se pogovarjala že prej, mi je bilo zanimivo, ko si enkrat omenil, da krajevne skupnosti so imele v času vse malo več pristojnosti, zdaj pa občina tudi v tvojem mandatu koncev veliko stvari nase prevzame, pa zrihta in pol se krajevni skupnosti ni treba več za toliko stvari potruditi in pol tudi mogoče stranski učinek tega, da si v narekovajih dober župan, je pol nižja participacija, čist na tej krajevni ravni, ne? Ja, to je ena stvar, o kateri se res veliko sprašujem, a smo tukaj naredili dobro ali slabo. Lokalne skupnosti se mi zdi, da so postale neko slepo črevo lokalne samouprave. Ostajajo zato, ker noben nima poguma jih ukiniti, po drugi strani pa nimajo nobene resne funkcije več. Ne. Se pravi, jaz se spomnim, ko so bile Medvode, ne spomnim se, ne, ampak ko sem bral zapisnike, pa tako, ko so bile Medvode še del občine Ljubljana Šiška, v tistem sistemu so imele krajevne skupnosti veliko večje pristojnosti. Ne. Pa ne gre samo za finančne pristojnosti, predvsem gre za pristojnost, da tisto, kar se na nivoju krajevne skupnosti odločijo, potem rezonira tudi naprej in se to upošteva. Ampak le pa treba spet, ni tako zelo enostavno, kot bi se lahko slišalo. Se pravi, dajmo več pristojnosti. Na drugi strani je potrebno imeti v svetih krajevnih skupnosti ljudi, ki so odgovornost pripravljeni prevzeti. Hopce fizel, kle pa pridemo zdaj na ključno točko, po mojem, zdaj malo pametujem, ampak po mojem na ključno točko, kjer pa skozi bolj padamo kot skupnost. Se pravi, da
ljudje niso več pripravljeni prevzeti odgovornosti, ker ko vzameš odgovornost, imaš možnost, da se prav ali pa narobe odločiš in zelo verjetno se marsikdaj tudi narobe odločiš. In takrat te malo nabodajo. Te nabodajo in takrat moraš pač stati za tem, za kar si se odločil. In tle pa vidim, da te pripravljenosti pa skoraj da ni več. In ravno temu je na nek način namenjen ta podcast, ne? Se pravi, ti vidiš goreči grm, greš skozi puščavo, pelaš, garaš 40 let in seveda vmes ga tudi biksaš, ne? In kaj zdaj ljudem reči, pa medijem reči, pa tako naprej, kako si ti reagiral v svojih odločitvah, za katere zdaj veš, da so bile morda napačne, pa so te mal nabodali? Zdaj ne bi se ponavljal s tem, da kdor dela greši in tako naprej, a ne, pa več, kad delaš večja verjetnost, da boš kakšno napako naredil, je tudi odvisno od pogleda oziroma od informacij, ki jih nek trenutek imaš. Edina stvar, v katero res verjamem v teh točkah je, da se moraš odločati z zavedanjem, da skušaš delati najboljše, kar znaš. Se pravi, če ni nekega naklepa od zadaj, če ni nekega zlega razmišljanja, ne, Imaš čisto vest. Imaš čisto vest. In če imaš čisto vest, če veš, da si se pač potrudil z vsem zavedanjem omejenosti, ki jo imaš, ne, konec koncev, ko pa veš o določenih, a ne, občina pokriva vse od rojstva do pokopališča, od komunale do družbenih dejavnosti. Mnogi so podsistemi, ki jih pač ne moreš v kratkem času spoznati. Ne moreš jih in se pač odločaš na podlagi tistega, kar veš, kar se... Zdaj, je pa več predpostavk, ki morajo biti izpolnjene. Ena je tudi ta, da se aktivno trudiš zadeve razumeti. Se pravi, ni, da sediš tam noter in pač se vladaš, se nekaj odločaš in rečeš, se nisem slabo mislil, ne, se nisem nič mislil. Moraš res se potruditi, to se jaz dostkrat pohecam, nikoli nisem mislil, da bom znal ustroje cest tako natančno definirati, da bom vse tampone vedel, da bom vedel granulacije. Ne. Meni je to danes strašno zanimivo, ko pridem na gradbišče gledati, kako so, pa koliko je ta spodnjega asfalta, pa koliko je ta zgornjega, ali pa kakšne so cevi za vodovod, pa kakšne... Pa si rekel, da fizika pa kemija nista šli, ne? Zdaj, tako v praksi razumem, če bi kaj več mogel povedati, sem spet mrzel, ampak se trudiš, ne, se poglobiš in zdaj, če ti greš s tem, pa karkoli delaš, to ni sam županski posel, to je vse po mojem življenju. Če ti to delaš z eno strastjo, z eno odprtostjo in si se pripravljen malo učiti, pol stvari grejo, zato ker je svet tako narejen, da grejo. Ne znam razložiti, zakaj grejo, ampak pač preprosto vem, zdaj že upam reči, da vem, da bodo šle. Je pa res toliko velik sistemov, po mojem občina en sistem z največ podsistemi, ki jih moraš kot župan obvladati. Tudi kot predsednik države ti ni treba toliko področji vedeti kot župan, po mojem. Sigurno zato, ker se od tebe pričakuje, da jih poznaš. Ja. Za vse moraš vedeti. Ne? Greš v trgovino, pa nabiraš mandarine, pa pride nekdo pa reče, veste, ampak un jašek tam pa ne požira. Ne. Jaz mislim, da je fajn, da župan ve, kjer jašek to je. Ja, in tle si ti neverjeten, res. Ne? Ampak zato se nekaj pustimo zaradi tega, ker pač naša občina ima 78 kvadratnih kilometrov. To ni neskončno velik. In zdaj, če ti samo z... Pa jaškov. Ja, to pa ne znam točno reči. Če bi vprašali občanih, je pozamašenih. Ampak če ti stvari vsaj približno z odprtimi očmi gledaš in poslušaš, potem ne more biti na takem teritoriju skoraj teme, o kateri bi ne vedel, zakaj se gre. Ne. Seveda je pa odvisno od tega, a to vzameš kot neko službo, ki je tako, pač, da je, ali pa to res tako z veseljem počneš. Ne. Samo, ker je res toliko velik teh podsistemov, ki jih moraš štekati. Tako, od vrtcev, pogrebnih storitev, kulture, športa, galerije, zavode, ne vem kaj vse. Ne. Kako ti pridobivaš znanje? Tukaj bi težko dal nek nasvet, ki bi upal reči, da ne mu kdo sledi. Ne. Zato, ker za zapiske sem zelo slab, da bi karkoli. Zelo pa rad berem. Veliko berem, zelo rad berem, zelo raznoliko in se mi zdi, da je to tista stvar, ki mi največ da. Sam kaj, to, da bi prav za županovanje ti koristilo branje, kaj bi to bilo, zakonodaja ali mediji ali vse. Kaj? Zapisniki branje stari. Se meni zdi, branje lahko začneva v najširšem pomenu. Ne. Se mi zdi, da je danes strašno podcenjeno. Prebiranje zelo raznolike literature ti daje po mojem eno širino, ki jo obvezno bi moral imeti vsakdo, ki se ukvarja z delom v skupnosti. Po mojem ti ne pomaga nobeno izobraževanje, ne vem kako pensi poimenovano, ampak rabaš dobiti neko širino, ker po mojem je pravo sprejemanje šele v širini. Kaj bereš, potem je pa zelo odvisno. Ne? Jaz trdim, da zelo rad berem zgodovinske knjige, pa mogoče so mi Rimljani pa Grki še najbližji, ampak kaj enkrat to bereš, ugotavljaš, da se ene stvari tako niso nič spremenile, sej sam ponavljamo. Ampak da grem pa na to,
spremljati aktualno zakonodajo, spremljati v določeni meri tudi medije, no, čeprav moram reči, da tukaj sem zelo slab, ker se velike večine namenoma distanciram. Najbrž ti ne bi znesel vsega, ne? Pa, če bi bil priden, pa bi zjutraj kmalu začel, bi zagotovo lahko vse časopise na hiter preletu, pa vedel, zakaj gre. Tako pogledam sam clipping, pa tisto, rad spremljam informacije, ki so vezane na občine in tako na delo občin. To se mi zdi, da je fajn, da si v koraku s časom, ali pa mogoče včasih tudi kakšen korak vnaprej že znaš predvideti. Je pa spet tako, če ti, in zdaj vem, da to po mojem ta petič zdaj razlagam, če ti eno stvar delaš z veseljem, potem po mojem sploh ni treba nekih strašno velikih planov imeti, kako boš zdaj pridobival znanje, ker tebe vse zanima. In ti se sprot, infoti, ki jih dobiš, si jih zapomniš in jih potem znaš začeti kocke skup zlagati. Vse skupaj ni pa nič drugega, kot pač neka sestavljanka. Ne? Zdaj, lahko 17,000 puzelj v Medvodah ali pa na nivoju države. No, sam asfalti te na začetku niso zanimali najbrž, ne? Ne preveč, ampak pol ugotoviš, da te morajo zanimati, če želiš, da se s tistimi, ki izvajajo investicije, lahko pogovarjaš. Ampak je tudi o tem nekaj zanimivega, no moram reči. Ja, ali pa recimo vodooskrba. Najbrž si moraš usmisliti, ne? Tebe asfalti zanimajo zaradi ljudi najbrž, ne? Ja. Ker hočeš ljudem služiti, ne? Tako. Ja, to je zelo lepo rečeno, no. Jaz sem bolj, nisem nažalost verjetno na tako širokem načinu razmišljanja in potem si rečem, da to je ena stvar, ki pač jo jaz moram vedeti, če želim ljudem dati pravi odgovor, ko imajo vprašanje. Še tole me zanima, z 28 leti si prevzel županovanje, pa si bil najbrž mlajši od vseh tam okrog. Kako si pridobil zaupanje, avtoriteto, saj nekje je pozicija, ampak če ti ljudje nasledijo? Odgovor bi bil v tem, da moraš vedno vedeti več kot ostali. Da te mora zanimati več kot ostale in da moraš videti širšo sliko kot ostali. In potem mislim, da večina ljudi vidi, da veš, kaj želiš početi oziroma da imaš vizijo in temu začnejo slediti. Tukaj noter po mojem leži odgovor tudi na to, kar so se prej pogovarjala. Zakaj vsako stvar se vtakniti. Če jo na nek način skušaš spoznati, potem ljudje vidijo, ima big picture, ne ve, kaj dela. Potem ti marsikdaj oprostijo, ali pa se jaz s tem tolažem, ti marsikdaj koleriku oprostijo tudi to, da mogoče v kakšnem takem izbruhu zelo na glas stvari pove, ampak reče, ve, kaj dela. Če bi zdaj tukaj šel iz pozicije moči, to je obsojen, to je brez veze, obsojeno na neuspeh. Sploh nekdo pri 28 z pozicije moči bi po mojem smešno izpadel. Seveda so momenti, kjer moraš zelo jasno povedati. Ne? Oprostite, to je pa moja funkcija. Od moje funkcije se pričakuje, da spoštujem zakonodajo in klele ni debate, jaz sem star 28, 68, kukorkoli. Tole pa od tega ne odstopimo, zato ker je to pa to prav, ne? In se tega držimo. Tako da tam jaz 28 ali pa 38 ali pa kakorkoli ni razlike. Se mi zdi, da to ljudje tudi znajo zelo spoštovati. No. Včasih podcenjujemo ljudi. Mi imamo nekje, jaz pravim temu sicer že zelo daleč od zadaj zakopano, nek občutek za pravičnost, nek občutek za to, da je za skupnost potrebno en del svojega časa, tudi svojega denarja v obliki davkov ali pa kakorkoli dati, to imamo, je pa res, da je ta sodobna družba to zelo zametala, in gor navesla vse sorte, ker pač gor ne paše in potem predvsem te mlajše generacije so žrtve tega, da se do tega odzad ne znajo prekopati. In sam še to, vezano na to se mi zdi ful zanimivo, da jaz kot smrkovc, takrat ali pa enim pravijo, da še danes, večji del nisem imel težav s starejšimi. Sploh ne, ker so imeli nek odnos, ker so imeli neko spoštovanje, zavedanje, neko širino. Večkrat sem imel težavo. Funkcije pri njih več pomenijo. Ja, gotovo. In večkrat sem imel težavo z generacijami, ki so meni bližje. Ja, ker nimajo več te avtoritete, da zdaj, če pa ti župan ali pa prej smo skup krave pasali, zdaj pa kaj se gre. Ja, pa jaz sem zadaj še danes, ko pasemo, kadar je sam, če pa prideš za neko zadevo na občino, se pa razume, da je pač relacija takrat drugačna. Najbrž je biti služeči vodja tisto, kar ljudje prepoznajo. A si tam res zase, da sebi nagrebaš stvari, ali iskreno prideš in hočeš pomagati. To po moje se tudi dokaj hitro spozna. Ljudje so pripravljeni tudi danes kakšno stvar žrtvovati za skupnost, če imajo občutek, da je zadaj meter za vse enako dolg. Ja. To ljudi danes najbolj boli.
da imajo občutek, da so izigrani, da če niso dovolj vztrajni, da če niso často dovolj nesramni, ne bojo dosegali tega, kar je. Ko vidijo, da se da za eno dobro voljo pa s tem doseči ravno tako, kakor če vsak teden scenarijo na občini, da bojo dosegali isto, potem hitro pridejo nazaj k temu, da je skupnost nekaj, kar potrebujejo in da so za njo pripravljeni tudi nekaj dati. Je pa pri tem treba biti zelo, zelo strikten, ker se stvar zelo hitro podere. Zdaj, vsaka skupnost pa potrebuje tudi neko identiteto, neko barvo, neko okus. Ne? In pri Medvodah ti si sicer zelo zaljubljen v vaše kraje in verjetno je tudi to po svoje sreča za te kraje, da so tebe dobili tudi kot turističnega vodnika in tako naprej. Zato, ker izziv Medvod bi lahko bil, da je nek privesek Ljubljane brez lastne identitete. Ne? Ja, res, ja. V pogovorih z župani, ki so župani recimo tisočletnih mest, rečem, veš, ti daš gor insignije, se pravi tisto župansko verigo in te pokrog vratu leže 1000 let zgodovine. Ne? Ja. Medvode sploh nimajo županske insignije in Medvode so nastale več ali manj po letu 45 z razvojem industrije. To je plus in je minus. Minus res v tem, da neke skupne identitete ni, da jaz sem Smlejc oziroma iz Šentomperge, iz Valburge in sem če ravno zdaj nekaj časa v Medvodah, še vedno najprej Šentompržan, potem Šentomperc, Smlejc in tako naprej. Se pravi, ta mikrolokalna identiteta je pri nas kar močna. V vaseh je najbrž več kot v tem novem središču. Ja, zagotovo. In to je en velik izziv za Medvode, ker s čim pa se kot občan Medvod lahko poistovetim, kaj je tisto, kar je. Zgodovina, na žalost, samega mesta ne. Medvode so mesto postale leta 2006. Po drugi strani pa to ena neskončna priložnost in to ves čas govorim na občini, da mi lahko delamo poteze v prostoru, ki jih marsikdo drug ne more. Se pravi, ne vem, pred 2 ali 3 leti. Manj je stvari tudi z dediščino zaščitenih. Ja, čeprav jaz bi si želel, ker imam to zelo rad, da bi bilo tega več, ampak po drugi strani pa lahko predvsej bolj drzne poteze potegneš, pa lahko zarezonirajo samo dobro, zato ker je tam nek prej degradiran prostor, ki mu nameniš drugo vrednost in tako. Tako da to ni vedno slabo, no, to hočem reči. Je pa res, da se treba pri vsakem projektu, ki ga delaš, vprašati, se sliši zelo patetično, ampak se res trudimo, da bi se to sprašvali, a s tem gradimo našo identiteto, a s tem skušamo, pa čeprav Pa duha tudi, ne? Absolutno. Mislim, da identiteta ali pa je pravzaprav nek predpogoj, no, ali pa nek sopogoj tega, da ti začutiš duha skupnosti. Duh skupnosti ni samo vprašanje, po mojem mnenju, identitete, ima ogromen drugih stvari, ki ga ogrožajo, mogoče celo bolj kot to, a je identiteta razvita ali ne, ker se lahko si pa tavžent let pa si zagaman, tako da se kamor nič ne more premakniti oziroma se je težko živeti. Duh skupnosti, jaz mislim, da zdaj v tem času, trenutnem času, veliko bolj ogrožajo druge stvari. Potrošništvo IPD, ne? Sej ne bi tukaj se ponavljal, ker verjetno to je tako zlorabljeno že ko v podnebne spremembe, ne? Pa tudi nisem vedno prepričan, a je potrošništvo odgovorno. Ali je mogoče sam to, da smo ratali leni, da smo ratali intelektualno tako leni, da je to noro. Odgovorno za tisto, kar bi morali sami v življenju narediti, prelagamo kar na nekoga drugega. Zelo radi, se mi zdi Slovenci, ne vem, ker Slovence se mi zdi, da poznam, ostale ne morem soditi, zelo radi to na državo ali pa v mikroskupnosti na občino. Ne, če se ti ni v življenju nekaj zgodilo, zaradi česar imaš resno težavo in si zdrav in čist normalno pameten, potem si ti dolžen skupnosti dajati. Medvode imajo recimo to težavo, ki je bilo prej rečeno, privesek Ljubljane, bolj v smislu te suburbanizacije, tega, da se ljudje iz mesta zelo radi priseljujejo na tako zvano podeželje, če je to še podeželje. Vprašanje pa, koliko se s tem zgublja duh skupnosti, ki je tam živela. Pa nočem biti nič žleh do tistih, ki k nam pridejo, sem pa do njih dostkrat kritičen, ker se mi zdi, da razumejo skupnost, na žalost mnogi, kot bi prišli v trgovino, kjer si s polic zbirajo tiste, ki jim paše. Pa ne gre tako. Seveda jaz razumem, da imate take in take zahteve, čeprav bi včasih tudi lahko gledali, kaj iščete, kam so te preselili, ne da takrat gledate sam čim nižji komunalen prispevek pa tako naprej, ampak da se gleda cel paket, ki ga dobiš. Predvsem dostkrat rečem tem ljudem, ki se pol dostkrat tudi pridejo kaj pritoževati, da ti od skupnosti lahko zahtevaš samo toliko, kot skupnosti daš.
Vse ostalo je parazitiranje na račun skupnosti in mora nekdo drug toliko več narediti, zato da ti na tem lahko parazitiraš. In to je pa vprašanje, ki bo po mojem mnenju ključno v naslednjih 5 do 10 letih, če želimo kot država preživeti. A bomo razumeli, da moramo priti nazaj, ne? Danes je čas socializma ful demoniziran. Jaz ne vem, jaz nisem, ali pa tiste 3 leta, ko sem bil star, ne vem, kako je to bilo, pa nič ne vem. Pa izhajam iz družine, ki je bila politično čist neopredeljena in tako. Ampak ene stvari so fajn funkcionirale. Ene zadeve, tako, ki jih jaz poslušam, pa razumem, da je kar gledaš nazaj, doskrat povezano z nostalgijo. Ne? Ampak en občutek za skupnost je bil pa čist drugačen kot danes. In jaz mislim, da bomo na tem mogli zelo, zelo delati. Najbolj generacije, moje generacije, pa generacije 5-10 let starejše, da ne govorimo o njih mlajših. Ne? Ja. Če ne bomo tukaj radikalno prerezali in začeli, nehali, jaz temu rečem, brbletke v 3 dni, ker smo ful pametni teoretsko, ampak praktično vsak dan z vsako gesto, ki jo naredimo, zame je gesta, dela v skupnosti se začne pri tem, da ko se nekdo v lokalno skupnost preseli, a pride mimo zelo živahne, tudi po zaslugi društev, ki so živa, čistilne akcije. A ti peleš svoje otroke, pa čeprav si prišel lansko let k nam, pa nisi noben, nisi paca, ki odpre šipo v avtu, pa vrže ven, piksno. A greš na čistilno akcijo, a daš svojim otrokom vedeti, da ja, prvo, kar je, ne boste svinjali, zato ker da se ne spodobam, se ne počne. In drugo, niste vi tisti, ki ste to metali, ampak mi gremo zato, ker si želimo, da tukaj, kjer živimo, da je lepo. Ne vem, pol koga vprašam, ki se pride pritoževati, jaz imam v ponedeljkih te ure za učane, in ga najprej vprašam, a pa ste bili kdaj na čistilni akciji, ne? Pa me gleda, kaj tele v nova vrata. Ja, tukaj se začne. A ste član kakšnega društva? Jaz ne pravim, da vsi morajo biti člani nekih društev, pa to čem to. Ampak je pa to ful dober simptom. A sem jaz pripravljen en del svojega časa dati za skupnost, in ne zdaj, da mene silite v športno društvo, ker sem čist motoričen debil, skoraj bi lahko rekel, ne, ampak pejte pa razvije tiste talente, ki jih imaš, delaj v tistih društvih, ki ste šel lani v penzion, super, a ste šel v naše društvo upokojencev, a jim znani, ki jih imate, pomagate, da bojo lahko organizirali izlet, da bojo lahko ne vem kaj vse. A ne, tukaj je tisto vprašanje, ali gleda vsak sam, prosite, izrazu na svoj rad. In tukaj, to bo treba, evo, zdaj sem se čisto razvnel, ampak to me res, tako me boli. Tukaj si ti noter. Tako me boli to, no. To je tvoj goreči grm. Ja, verjetno res, si ga deliva, zato sem se tudi jaz takoj zažgal, da bi te povabil v podcast, ker imava iste. Ja, nisem se kakor zahvalil, zelo veliko sem razmišljal o tem, kakšna čas, da lahko tu pridem, oziroma še sem si to zaslužil, ampak... No ja, no. Ne, res, zato, ker pač... Tudi meni je čas, da si prišel, ne? Vse je to, kar delamo, je pač... delo za eno skupnost v upanju, da delaš čim več, ampak res, a ne mi, da so se spoznala preko participativnega proračuna. To je bil zame projekt, v katerega jaz najprej nisem verjel. To tudi čisto odkrito povem, zato ker jaz participacijo razumem tako široko, da se mi je zdelo, da to celo omejuje. Ja. Meni se zdi participacija dolžnost vsakega človeka. Ne, da zdaj v tem delamo spet neko jedrsko znanost, pa ne vem koga, toplo vodo odkrivamo. Ljudje so včasih znali participirati, pika. Danes pa iščemo 1001 način, ampak moram v tem projektu reči, da se ugriznem zdaj v jezik in ugotovim, da je za določen del bil pa čudovit in je super za laufo. Saj kakšnega novega mečka aktivira. Točno to. Res pa da tudi koštaj, ni treba vedno pogledati. Nič hudega. Jaz trdim tudi to, ne. Sredstva, ki so vložena v participativen proračun, to zdaj pri nas po prvem krogu že lahko rečemo, delač od tega, da bila zgubljena sredstva. Zato, ker ljudje to izglasujejo, rečejo, da to je nam pomembno. Včasih mi tudi pozabimo na občini, kaj je ljudem pomembno. Ne? Mi gremo v tisti maniji velikih projektov in tega, kaj treba vse rešiti, čist pozabimo na otroško igrišče. Ne? Pa ljudem je otroško igrišče včasih veliko bolj pomembno, kot to, a bo zdaj tam tista cesta čist na novo poflikana oziroma na novo narejena, ali se bojo pač po njej še 2 let vozili. Tako kot sem prej rekel, kakšno stvar smo pripravljeni potrpeti, če imamo občutek, da smo slišani, da lahko participiramo. Tako da ja, tukaj ta izziv res, malo sem zdaj že dolgočasen, ampak se mi zdi, da je res ključen, veliko bolj pomemben, ker 100 drugih neumnosti, v katerih kot družba razpravljamo in posvečamo čist preveč časa in o tem bi se morali pogovarjati. Kako ustvariti med nami toliko zaupanja, da bomo z veseljem dajali v skupno dobro? Zelo lepo rečeno, ja. In zakaj se ti mostovi zaupanja skozi podirajo? Kdo pomaga, da se podirajo?
mogoče kdaj tudi reči, ta pa ta je odgovoren za to, da se podirajo. Jaz z vidika lokalne skupnosti sem marsikdaj nesrečen, ko gledam, kako se župane označuje kot neke lokalne šerife in tako seveda je kje kakšen, gotov je, ampak najte mi skupnost, kjer ni 1-2% tako ali drugač devijantnih je, ampak na podlagi teh ne moreš soditi. Vidim pa ogromen pozitivnih norcev, ki rinejo in bi vse dali za to. Vse v tem smo včasih tudi res lokalno malo omejeni, tam se preklamo in vsak za tisto svojo vleče in tako, čeprav meni je to čas kar simpatično, ni nekega takega, tako sem prej rekel, ni nekega zlega naklepa od začutiti. In se lokalne skupnosti zelo zapostavlja, to delo na lokalnem nivoju, zavedanje, da lokalni, pa ni zdaj ne lobiram za višjo povprečnino, pa ne vem kaj, ampak ljudje 80% stvari, ki jih v nekem osnovnem življenju, ki se jih dotikajo, so povezane z lokalno skupnostjo. Obramba, zunanje zadeve, notranje zadeve, tudi relativno malo in tako naprej, se ljudi v njihovem življenju presnet malo dotikajo. Vprašanje osnovne komunale, vprašanje vrtca, šole, knjižnice, tudi pokopališče na koncu, če hočete, je tista stvar, ki običajnega človeka v nekem običajnem življenju se pa zelo, zelo dotika. In če pomislimo, kolikrat so te teme izpostavljanje v naših pogovorih ali pa v nekem dojemanju javnosti, da nam izreku besede mediji, kolikrat pa neke druge zadeve, ta fokus bi se moral malo nazaj vrniti. Hvala, Nejc, sam še v prihodnost pokukava za konc. Če sem prav razumel prej iz konteksta, 3. epizoda županovanja boš poskusil? Ja, ponovno stopam na tehtnico, Če ravno sem se od prvega mandata dejansko zredil za 10 kil, to ne pomeni prav čist nič, ko so volitve, pa bomo videli, no. Če ljudje še delijo del te vizije, ki jo imam, potem bom vesel. Če bojo menili, da je kakšna druga vizija boljša, tudi ne bom čisto nič zameril. Jaz vem, da bom v mojem kraju še zmerom, pa verjetno do konca življenja, zelo z veseljem aktiven. Ampak kaj je ta 3. epizoda, če to gledamo tako kot neko nadaljevanko, najbrž bi te dolgočasilo samo ponoviti prvi in drugi mandat, Zaključujejo lahko s tem, kar so pravzaprav začela po mojem, ali pa zelo podobno. Delo na občini v resnici ni monotono, ne more biti monotono in se zelo težko ponavlja. Da pa se časi, ki so pred nami, prav zagotovo ne bojo ponavljali, mislim, da nam je jasno vsem. Bo že okolje poskrbelo. Ni treba tepmet vizijo, kaj hočeš. Mislim, fajn je, da jo imaš, fajn je, da imajo lokalna okolja ali pa ljudje, ki tam delajo neko vizijo, ker bo to zelo, zelo pomembno v časih, ki prihajajo. Pa nočem biti zdaj nek pesimist na koncu najnega pogovora, ampak ko smo se z mojo ekipo pogovarjali, želimo iti še povprašati za en mandat, je bilo moje stališče, da dajmo ne obljubljati ljudem nekih projektov, dajmo ljudem samo reči, da se bomo ta 4 leta, ki so pred nami, na vse pretege trudili, da bo skupnost preživela. Ker leta 2018, se pravi pred zadnjimi volitvami, nihče ni mislil, da se bo zgodilo to, kar se je v zadnjih 4 letih. Pred temi volitvami si ne znamo predstavljati, kaj se bo v naslednjih 4 letih zgodilo. In delati z zavedanjem, da pletemo mrežo lokalne skupnosti, ki bo v vsakršni življenjski situaciji ujela človeka, da bo poskrbela za tiste, ki so najbolj ranljivi, da bo se trudila, da tudi tisti, ki se poslavljajo, ki so umirajoči, da lahko z nekim dostojanstvom se poslovijo v svoji skupnosti in da bo imela prostor za tiste najmlajše. Jaz mislim, da bo to največja kvaliteta skupnosti v prihodnjih letih. Mogoče je pa pol vizija to, da bi skupnost v naslednjih 4 letih postala odporna na šoke iz zunanjosti. Zagotovo, če bo hotela preživeti, bo po mojem morala postati. Hvala, Nejc, res je bil navdihujoč pogovor. Hvala, tudi jaz sem zelo vesel, da sem lahko bil del tega pogovora. Upam, da pa res kakšna stvar ostane in odzvoni komu.